Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Trendi kohezije, kjer vam bomo tudi danes v današnji oddaji nekako poskušali nekaj novosti tudi predstaviti. Danes se bomo dotaknili določenih subvencij, katerih točno pa nam bo povedal današnji gost, to je dr. Ivan Kenda, ki ga tudi v naši družbi lepo pozdravljamo. Dobar dan. Danes smo v takem posebnem okolju, imamo se sicer luštno, dobro okolje je, ampak za začetek, če nam mogoče in pa seveda našim gledalcem bi želeli zaupati, torej, kaj pravzaprav je Ekosklad in kakšna je njegova osnovna naloga pri varovanju okolja? Ekosklad že samo ime pove, to je edini slovenski okoljski javni sklad. Njegova naloga pa je pomagati pri izvedbi projektov, zdaj pa pomagamo na način s subvencijami, tudi zelo ugodnimi krediti, na osnovi pozivov, javnih pozivov, razpisov, kjer pomeni, da ima vsakdo možnost kandidirati. Gre pa za prebivalstvo, za gospodinjstva, potem po novem pravne osebe, tudi javne osebe, to pomeni občine in vsi nosilci javnega značaja. Zdaj mogoče, kako pa Ekosklad recimo deluje, katere so tiste njegove glavne dejavnosti, s katerimi potem vi prispevate k ohranjanju in izboljšanju stanja našega okolja? Že v prejšnjem vprašanju sem nekako nakazal, gre za dodeljevanje spodbud, to se pravi nepovratnih sredstev. Ta sredstva se iz leta v leto povečujejo, oziroma od razpisa do razpisa, kar pomeni, da pritegnemo ljudi, ki jim zmanjka tistih nekaj procentov, pa če se odločijo za bolj kakovostne, kvalitetne, boljše materijale, da ravno tisto razliko nekako pokrijejo. Če se pa odločijo za več hkratnih ukrepov, pa vsaj v preteklosti je bila še dodatna spodbuda. Tudi recimo zdaj primer samo kreditiranja, kjer je zelo ugodna obrestna mera, samo 1%, pomeni, da smo tudi pri teh zadevah zelo ugodni. Jasno. Zdaj, vi pa prihajate kot svetovalni delavec pri mreži En svet. Zdaj, če nam še tukaj malo podrobneje poveste, kaj točno je ta svetovalna služba, pa mogoče kako je povezana z delovanjem Ekosklada. Ja. En svet obstaja že več kot 30 let in zadnjih slabih 10 let smo pod Ekoskladom. Drugače gre pa za neodvisno svetovanje. Vsi svetovalci, okrog 60 nas je, smo morali pridobiti licenco za svetovalca. Neodvisnost svetovanja pa hkrati še brezplačnost, pa pomeni, da vsakdo, ki pride v našo pisarno, dobi za nasvet oziroma ko rabi pomoč, če le zmoremo, lahko odgovorimo in ga usmerimo, kako narediti, kako prav narediti, tudi pomoč pri recimo izpolnjevanju obrazcev vlog za razpise, da v bistvu pa so neodvisni, nevtralni nasveti. Zdaj pa mogoče recimo, če smo ravno pri teh nasvetih, katere konkretne recimo te ukrepe in finančne spodbude pa so trenutno najbolj aktualne, ki jih ponuja Ekosklad za prebivalstvo v okviru programov za energetsko učinkovitost ter uporabo obnovljivih virov energije? Ja, en je ravno tako, ste ga namenil, to pomeni za celovite sanacije starih gradenj, kar pomeni, da je to kar 10 do 12 ukrepov, od oken, fasad, potem toplotne izolacije podstrehe, kleti, temeljev, prezračevanja, toplotnih črpalk, biomasnih kotlov in podobne zadeve, potem pa kombinacije. Hkrati je spodbuda podobna za skoraj nič energijsko gradnjo, za novo gradnjo ali pa mogoče sanacijo starega, to zgodi, če se ima kdo kam umakniti, lahko tudi predela hišo staro v nulo začetka. Potem so tudi tle ugodni krediti, dokler so šle fotovoltaike, elektroavtomobili na Borzen, smo se tudi s tem ukvarjali. Enako velja tudi vse za pravne osebe. So pa tukaj še več stanovanjske stavbe, bloki, ker je v bistvu zadnjih 10 let zelo spodbudno, se vedno več stanovalcev blokov odloča za sanacijo več stanovanjskih. Zdaj, mogoče nekaj smo sicer že na to tematiko tudi omenili, ampak recimo, kakšne so pa tiste glavne spremembe v pogojih za pridobitev teh subvencij ter ugodnih kreditov s primerjavi s prejšnjimi leti? Vsi vemo, da se je pač situacija malo spremenila. Ja, in tako rekel, vsi ti pozivi so na eni strani vezani na količino sredstev, ko ta sredstva poidejo, se razpis zapre, ne pa preneha, je pa hkrati v nekaj tednih objavljen prenovljen novi razpis. Seveda prenovljen zaradi tega, ker vmes vemo, da se tudi zakonodaja spreminja. Zdaj par let nazaj je bilo zelo aktualno novi gradbeni zakon, pa zakon o urejanju prostora, pa energetski ostale
smernice in podobne zadeve. To pomeni, ko pride do prilagoditve zakonodaje, se tudi razpisi, pri subvencijah in količini denarja pa mislim, da gre celo vsakič na bolj ugodno varianto. Zapravo vsakič nek procent več, spodbuja se, vedno več stvari, zapravo gremo v korak s časom. Se pravi, vse v bistvu nekako na nek način tudi prilagajate določenim situacijam. Zdaj, recimo, na kakšen način pa recimo potem tudi svetujete, da ugotovijo, kateri ukrepi bi jim bil nekako najprimernejši za njihovo situacijo, ter mogoče kako naj pristopijo sploh ljudje k temu procesu? Tukaj imamo tako imenovan zapisnik, svetovalni list, podobno je kot pri pregledu pri zdravniku. Nekdo bi hoče imeti toplotno črpalko, pa rečem, bo šla kar počasi, najprej pregledava, kakšna je ustavna hiša. Ugotovimo, da so slaba okna, izolacija ni tistega tretjega. Potem pa predlagamo, mogoče bi bilo najboljš sanirati vse skupaj. Ne vem, če vsaj 3-4 dobre ukrepe naredimo, lahko zmanjšamo toplotne izgube za polovico, mogoče celo več. In potem ugotovimo, da se šele potem splača pogovarjati o toplotnih črpalkah. Primer, recimo. Enako za biomasne kotle, enako za ostale načine ogrevanja. Tako da se v bistvu nekako najbolje pri vas usesti pa dejansko predebatirati malo. Tako kot danes tukaj, recimo, se stranka usede, pove problem, potem pa mogoče malo širše pogledava, pa se reče, mogoče bi bilo najboljš to, pa to. Seveda, če pa nekdo ustraja samo na tem, se pa pove to. Super. Pa še to je, da v bistvu ne reklamiramo posameznih firm, to je tista neodvisnost, kot sem prej rekel, ampak povemo samo, kaj je to značaj, pa kaj so razredi. Krasno. Torej, to so ti neki koraki, kako naj pristopijo vse stranke do vas. Krasno. Zdaj, kar se tiče konkretnih finančnih spodbud, ki jih ponujate za podjetja in javne ustanove, ki želijo tudi izboljšati svojo energetsko učinkovitost in prejeti na neke obnovljive vire energije, tudi tukaj imate pa poseben program sestavljen, če se ne motim. Ne, vse to so že povedali, to je praktično združeno. To pomeni, če se nekdo odloči, da bo saniral nek objekt, ne vem, ali kupil neko napravo, ki je znotraj razredov, ki so subvencionirani, ker v bistvu tudi javni pozivi so tako sestavljeni, da imajo navedene vse naprave, ki dosegajo te subvencije. Zato, ko povemo, nabor naprav je, če se odloči stranka znotraj teh naprav, je subvencionirano, če pač ne, lahko kupi B napravo, ki pa ni in pač ni subvencionirana. Tako. Zapravo, naša naloga je, da to upozorimo. 100A napravo pač dosega vse te izkoristke, s tem prispeva k tej obnovljivosti in učinkovitosti. Če se pa pač odloči za drugi tip, se pa pač odloči za drugi tip. Jasno. Zdaj, če smo že pri teh javnih in pa gospodarskih ustanovah, recimo, kakšne bi bile po vašem mnenju te posledice za gospodarstvo in javni sektor, če ne bi bilo teh spodbud, če jim vi ne bi morali omogočiti te določenih, da bi jim približali to ozavestili? Primer javni objekti so šole, športne dvorane, vrtci. Po sanacijah se izkaže, da recimo pa so še prizidki, pa še športne dvorane, da se volumen nekega objekta poveča za 3-4krat, porabi se pa samo še 10% prvotne rabe osnovnega objekta. Ko bi rekel, matematika na hitro. Tako, na hitrca. Ali pa več stanovanjske stolpnice, primer v Domžalah, kjer je ena pogorela, smo sanirali 3 stolpnice, to se pravi, to skupaj je bilo 180 stanovanj. Na koncu so porabili tretjino ene rabe bloka stolpnica pred 10 leti. Zanimivo. Se splača, zagotovo. Ja. Pa zdaj, če še malo navežemo mogoče zadnje vprašanje, kako pa menite, recimo, da bi pa mogoče uvedba teh ukrepov za učinkovito rabo energije in prehod na obnovljive vire energije nekako se razvijala brez teh finančnih spodbud teko sklada. Je podobna zadeva tukaj tudi? Ja, jaz lahko rečem, če ne bi bilo teh svetovanj, jaz sem recimo v skoraj 30 letih slabih 9000 nasvetov naredil, če je samo tretjina se odločila za ukrepe, o katerih smo govorili v pisarni, so bili napisani nasveti, predlogi, pa smo že prispevali, bom rekel, tisti procentov, ki jih zahteva Evropa, svet od Slovenije. Če pa ne bi bilo teh spodbud, pa verjamem, da bi
mogoče samo novogradnje danes nekako sledile, pa še to verjetno ne. Se vam zdi mogoče, da ljudje mogoče premalo vejo o tem, da bi morali biti še bolj ozaveščeni o vaši ponudbi storitve? Ja, čisto odvisno od svetovalnih pisarn pa okolij, kjer živimo. Ponekod, bom rekel, se že otepamo, ne? Mogoče na drugih koncih je osveščenost slaba. Mi kot svetovalci smo dolžni tudi uporabljati lokalne medije, od televizij, radijev, časopisov, e-strani in podobne zadeve. Če to obveščamo, vsakič, ko pride nov razpis, če damo to ven, se to počasi prime. Pa taki, recimo, sejmi so tudi zelo koristni, ne? Ljudje preberejo, pa če ne tudi, da sem tisti list tako zame, a ne, pa gre v svojo matično okoljsko pisarno. Ne. Tako jih bolj zanima, ne? Pa seveda, verjetno se tudi z določenimi svetovanji, pa tudi vse skupaj tudi število, ki se odločijo za to, verjetno tudi poveča, ne? Vse, ker v bistvu to je prenos informacij. En pove 3 sosedom, pridejo, ne, in tako naprej. Jaz rečem, dober svetovanec je tisti, ki pride 3-krat v pisarno, prvič samo iz Ferbca, drugič, da reče vlogo sem, tretjič pa pride z vlogo, poglej, imam prav in tako naprej. Ne. Tako da te vloge so ponovno tudi uspešne. Tako. Kaj bi mogoče vsem našim gledalkam in gledalcem za konec priporočali, zakaj izbrati vas, zakaj se je dobro pozanimati še enkrat mogoče? Če bi šli na www.ekosklad.si ali pa 080 16 69, dobijo seznam vseh svetovalcev, svetovalne pisarne, ne izberejo najbližjo, nismo pa omejeni. To se pravi, k meni se tudi lahko vsak Primorec pa Štajerec v Domžalju oglasi in obratno. Veliko ljudi gre tudi z mojega konca lahko na Štajersko, lahko vsakdo. Ne. Če meni, ker smo tudi svetovalci potem že malo specializirani, ne, podobno kot zdravniki, en bolj to obvlada, drug bolj to obvlada in gledajte, pritok informacij je pomemben. Tako da jaz bi rekel, uporabljajte, na voljo sredstva so, tudi ljudje so potem zadovoljni, čez par let, ko ugotovijo, da se mogoče ta vložena sredstva kmalu povrnejo, tudi sama kakovost pa udobje življenja v takem objektu je boljša. Odlično. Dr. Ivan Kenda, me je veselilo. Hvala lepa za vse informacije. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, seveda verjamemo, da so vam nasveti dr. Ivana Kende danes ogromno povedali, torej naj vas ni strah ali kakorkoli vprašati o določenih subvencijah, splača se, kot je tudi gospod povedal. To bi pa bilo tudi za danes vse v oddaji Trendi kohezije. Hvala vam, da ste bili tudi tokrat z nami in želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.